Ajde potegaj eno za mene. Sponzor tega videa je trgovina z motorji in motoristično opremo KMC, ki jo najdete na Rudniku v Ljubljani. Podjetje KMC d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom trgu ponuditi kompletno ponudbo Yamahinih izdelkov na enem mestu. V zelo kratkem času so postali eden večjih ponudnikov motoristične opreme v Sloveniji. V prodajnem salonu na Dolenjski cesti 242C v Ljubljani vam poleg osnovnega Yamaha programa nudijo tudi kompletno ponudbo Yamahine dodatne opreme, rezervnih delov in oblačil. Poleg Yamahinega programa vam nudijo tudi vso ostalo motoristično in navtično opremo svetovno priznanih blagovnih znamk, kot so X, Speedy, Dragon Jeans, Havoc, Revit, Chul, Nex, Aero in še mnogo več. Ok, in sicer, ne vem, če ste gledali moj zadnji vlog o mopedih, skuterjih, motociklih. V bistvu imam eno zamisel, da bi naredil eno playlisto, kjer bi predstavil različne motocikle, skuterje, vse, kar se pač pelje na dveh kolesih. Upam, da ste si ogledali posnetek o Vespi, moji Vespi, ki sem jo kupil lani. Ampak tale video ne govori o Vespi, govori o temle lepocu zadnji in to je Yamaha T-Max 530 2017 letnik. Ok, kakšna zgodba je za tem T-Maxom, in sicer brat ga je kupil 3 leta nazaj, novega. Oprema SX, to pomeni srednja oprema, imaš opremo brez označbe, SX označba in DX označba. Ampak skratka, jaz si ga lastim že ne pol leta, in sicer bratu je padel na tla skoraj z mesta in se je podrajsil z leve strani, in kjer je nov model T-Maxa prišel ta let, sicer 2020 modelno leto, je rekel, Dino, jaz si mu kupil novega T-Maxa. In ne vem, kaj ne naredim s tem. Sem rekel, fant moj, Avtonet prodaj. Ja, meni se to ne da. Sem rekel, razbiti je ono, treba ga popravljati, vamo tamo. Je rekel, daj Dino, ti ga vzam. A ker sem jaz kupil lani Vespo, nisem imel potrebe potem. Ampak mi je dal dobro ceno. In se je Dino odločil, da ga popravi. Ne vem, če me sledite na Instagramu, če me še ne sledite, mi sledite pod Dinoti in boste videli razne vsakodnevne storije, kjer Dino pač dela, kar dela. In februarja, marca je bilo na vsakodnevni bazi story glede tega T-Maxa. In pol sem jaz kupil T-Maxa od njega, ga celega komplet razdrl, se pravi vse plastike narazen, zrihtu, kar je bilo treba in spremenil barvo tega skuterja. Prej je bil bolj črn, zdaj pa belo-črna kombinacija. Zdaj vam bom jaz dejansko v tem vlogu mal predstavil, kaj to sploh je za en skuter, pa šli bomo se zapeljati en krog. Ne vem, če kaj poznate zgodovino, ampak T-Maxi so na zemlji že od leta 2001, njih je bilo prodanih več kot 270 000 po celem svetu, so zelo popularni v Španiji in Franciji, v Parizu jih je ogromno in jaz jim sledim na Instagram profilu, kjer vidim razne predelave in razne stante, ki delajo z njimi. Ampak, gremo zdaj malo na tehnične podatke tega skuterja, in sicer tole je 530 dvovaljni inline motor, se pravi dvojna odmična gre, DOHC, 4 ventili na cilinder, za vse tiste tehnične tipe veste, kaj govorim. 46 konjev, pa okoli tam 53 Nm navora, je brez prestav, se pravi ima variator, kar jaz vem, mokro sklopko, kot pri pravih motociklih, in geštel, se pravi okvir, je iz aluminija. Zdaj, kaj je posebnost tega skuterja oziroma maxi skuterja oziroma master skuterja, kot pravijo v tem segmentu, je to, da je dejansko tale maxi skuter T-Max motor. Se pravi, okvir ima tako kot pravi motocikli, ampak je v preobleki skuterja, se pravi združuje dva svetova, in to je uporabni svet skuterja in motociklistične sposobnosti. Zato jaz dejansko obožujem tega T-Maxa vse bolj in bolj. Zakaj? Zato, ker jaz pa moj prijatelj Rok, on si je tudi kupil T-Maxa letnik 2016, eno generacijo prej, in zdaj sva jaz pa on parkrat šla na ture in odkar sem zamenil gume, Pirelli Diablo Rosso, skuter gume, glej, tole se lahko nagneš kakor pri motorju. No, skratka, hočem vam povedati, da če hočete imeti skuter, ki je kot motor, je to ta prava stvar. No, zdaj vam bom pokazal, kako to kaj izgleda še pobližje. Kakor vidite, sem izbral belo-črno kombinacijo, Pearl White, satin, črna, lakirana, luči so fully LED, kratke, dolge in potem tukaj pozicijske LED luči. Se pravi, takole obliko ima kaj en šart. Se pravi, ovilce spodaj so upside down, 4-batne radialne bremze, se pravi dvojni disk, tako kot pravi motocikl. Potem žmigavci sprednji so navadna žaranca, kar me je malo razočarala, ne, če že vse v ledu bi lahko bili tudi te žmigavci, ampak niso, je pa novejši model to izboljšal in je dal tukaj LED. Se pravi, tukaj spod imamo hupo, tukaj spodaj hladilnik za hlajenje motorja, v strani imamo tak Yamahin znakec in tukaj, kakor vidite, je označba, ki jo ima T-Max
SX, to je oprema, to je srednja oprema. In na tej strani tukaj vidimo pokrov motorja in Akrapovič. Se pravi, ta Akrapovič je dodatna oprema, meni sledi tam 1100 evrov. Če mene vprašaš, zgleda ful dober, ampak ni zdaj glih neki, da bi ti ful dal moči. Je lažji za par kil, pa en konj ti da. Zvok je pa čisto enak kot original, oziroma za moje pojme še malo slabši. Zakaj pa to? Zato, ker po zakonu zdaj morajo imeti dušilce not. Dej, če te dušilce daš ven, to dere ka prasica. Jaz sem tukaj dol ven, sem probal, ampak ne bi rad imel probleme s policaj, tako da sem ga dol nazaj. Gremo zdaj pogledati zadnje strani. Kakor vidite, tukaj je nosilec, ki je zamenjan, je aftermarket original od Yamahe. Kakor vidite, žmigavce ima po vzoru motocikla. Tale model ima zadnje luči, štop lampe, pozicijske lampe, razdeljene na dve strani, kar meni osebno ne zgleda ful športno. Prejšnji model mi je imel lepš in tudi zdaj novejši model ima lepš. Gremo pogledati dol, se pravi guma, nova Pirelli, Diablo Rosso. To so 15 col feltne, se pravi platišča, 166 vzadi. In tukaj, kakor vidite, ima Kevlarjev Jermen. Razlika med tem motorjem, oziroma maxi skuterjem in navadnim skuterjem je glih v tem tukaj segmentu. Vsa teža je v sredini, tako kot pri pravem motociklu, in potem je pogon, se pravi se prenese pri motorjih sketno, pri temu z Jermenom, tako kot pri pravih motociklih. Zakaj? Zato, da težišče ostane na sredini, da motor gre lažje v vink, da se bolj obnaša podobno motociklu. Navadni skuterji imajo pa tukaj še box, imajo potem variator in Jermen in sklopkov zad, kar prenese težišče na zadnji del skuterja in ne omogoča toliko dobrih voznih lastnosti. Tukaj not je sklopka, tukaj lahko preverimo olje, pogledamo, nalijemo, centralni stand, stojalo, ki ga lahko zakleneš, in stransko tačko. Tale T-Max ima noter en tak čip, ki se dejansko poveže z aplikacijo, ki jo lahko daš na telefon. V tej aplikaciji vidiš vse, kar se dogaja z motorjem. Se pravi, kje si ga parkiral, če ti ga kdo ukrade, GPS, ja, koliko je pa to kul. Tale motor ni lahek, 213 kg, tam nekje cca. No, zdaj pa gremo lepo do balance. Zdaj za prvič, ko dobiš tole v roke, keyless sistem. Prvo, kar moraš narediti, da vse skup dela, je pritisneš tale on. Vedeti moraš, da moraš imeti ključ v žepu, čim je dol od 80 cm, ne dela nič. Prav pritisneš tole in se ti pokaže dejansko tako, kot pri pravih avtomobilih, motorjih. Na sredini imamo TFT kranček, na levi strani imamo speedometer, na desni strani imamo pa obratometer. Gremo z desne strani. Tukaj ugasneš motor. Tale gumb ti omogoča dva načina obratovanja, in sicer touring mode in sport mode. Meni osebno je to ful dobro, zato ker touring mode uporabljaš v centru, se pravi, ko si v gužvi, gas ni toliko občutljiv, lepo nežno speljuje. Ko pa hočeš pač iti na morje, ovinke, tiščat, pa daš na sport mode. Se pravi, če pritisnemo gumb, se premakne na S. Tukaj imamo vse štiri. Damo balanco na levo, pritisnemo in se ti ugasne vse skup. Če pritisneš enkrat, ti pa še zaklene. Se pravi off, lock. Tale gumb je, če ga nočeš pržgati, da hočeš samo odpreti predal, ki ga ima tukaj, ali sedež. Tole tukaj, to je za premikanje po menuju. Ti pokaže range, koliko imaš, koliko je temperatura, koliko je trenutna poraba, koliko je poprečna poraba goriva. Če pritisnemo tukaj en gumb, pa greš še globi v menu. Ta skuter ima ABS plus traction control. Prav ABS je zato, da vam sprednje kolo ne zablokira, da ne padete. Imaš pa tukaj traction control, to pa pomeni, da ti ne spodrsava zadnje kolo, kar te reši pri makadamu oziroma pri nenadnemu pospeševanju, da ti zadnje kolo ne odnese. Tukaj imamo pač kratka, dolga, blendanje, žmigavci, levo, desno, upa. In kaj me je presenetilo pri tem skuterju? Ročna zavora, tako kot pri avtomobilu. No, tukaj imamo pa še en tak predal, v katerega lahko damo denarnico, telefon, in noter ima 12 V vtičnico za filanje. No, zdaj bomo pa se posvetili malo gledalom. Kakor ste videli, pa večinoma skuterjev ima gledala na balanci. Tale nima, tale jih ima tukaj spred. Rabil sem nekaj časa, da sem se navadil. Nekako so daleč, ampak polk enkrat dojameš ta sistem, je čist cool. Pogremo pa zdaj tukaj nazaj. Sprav tukaj imamo dva gumba. Sprav imamo en gumb za fuel, se odpre tole. Seveda prej mora to biti vse vklopljeno, če ne tole ne dela. In pritisnemo ta gumb in dejansko tankamo. Tale gumb je pa za sedež, ok, pri sedežu. Zdaj ta skuter, za moje pojme, ima kar dosti prostora. Imel sem tu prej X-Maxa 400, X-Maxa 250, tisti skuter ima še več prostora, ampak s tem bi lahko rekel, da sem tudi zadovoljen. Kakor vidite, tukaj not ima svoj ledvični pas
in ena full integral čelada. Zdaj, 2 full integral čelade ne gresta, no. Gresta pa 2 jet čelade. Kar me je pa full razveselila pa tale lučka, ker ti prav pride, ko je tema. No, ker smo pri sedežu, kakor vidiš, tale sedež je ogromen. Kakor vidimo, je zelo veliko prostora. Tale naslon tukaj za ledveni del. Če hočeš bolj športno voziti, sediš nekje tle. Če pa bolj ležerno, pa nekje tje. V kombinaciji z 2 pozicijami noge. Sprav, ko normalno sediš v mestu, imaš nogo tako. Ko greš pa ti kruzat, imaš pa noge tako. Sopotnikove tačke so v stilu pravih motociklov, se preklopijo, zaklopijo, ni zdaj tukaj nekega full udobja, ampak poanta je, da je tole lahko, skrito in uporabno. Ok, da povem še malo o opremi. Se pravi, navaden, a ne, nima nič. Pri SX modelu meni se zdi, ne me za besedo jema. Si dobil, se pravi, keyless sistem, si dobil D-mode, se pravi, touring pa sport in to meni se zdi, da je to. Če še kaj zraven, malo pogooglite, ne vem vsega. Za DX model pa vem, da razlika je, oziroma tisto, kar meni manjka, sploh če bi se začel vozil, je ogrevane ročke, ogrevan sedež, tempomat in avtomatski premik tegale vizerja. Končna hitrost je 180 na uro, 178 s tema Krapovičem, 173 pa z navadnim auspuhom. To je pač po števcu, zdaj koliko je to realno, vzamete 50 km dol, ampak recimo, da gre ene dobrih 170 na uro. Kar sem pa opazil pri tem skuterju je pa, da amortizerji, prav hitra vožnja je toliko udobna, požira tako lepo tiste neravnine, on sam ga ne trese, ga ne ruka. Zdaj pa brez veze, da jaz govorim, jaz sem se tukaj razpričal, jaz bom dal kamero gor na glavo in mi se bomo šli zapeljati en krog s temle T-Maxičem. Ok, folk, zdaj bomo začeli. Ne vem, če veste, zdaj smo štartali na Trzinko, gremo proti Domžalam, peljemo se, kakor vidite, sonce, ni nekaj veliko avtomobilov, malo pogledamo levo, malo pogledamo desno, kva se dogaja, vstopamo v Trzin, pičimo, ni lepšega kot taki dnevi, ko dejansko sonce, motor v rokah in svoboda. Na levi strani vidimo Trzinsko cono, na levi strani imamo naš Trzinski Petrol, kjer je Dino doska tanka. Ful bi vam rad pokazal, ko se sliši motor, ampak zato rabim še en mikrofon in še en snemalnik. Če bi kdo rad podprl, da bi si to lahko kupil, spodaj imate PayPal link, mi lahko pomagate, da nabavimo boljšo opremo in da delamo boljše videe. No, pa gremo zdaj levo proti Kamniku, vstopamo v Trzin, prej je bila Trzinska cona, zdaj smo v Trzinu. Na levi strani imamo Interspar, ki se zdaj skrat ustavim, kupim si kakšnega monstra, pa še zdaj polet. Zdaj tukaj morate vedeti, da omejitev je 50 in morate se paziti radarjev. Vedno mora biti en z golfom pred mano. Vedno je ena počasnela. Še po možnosti, če je dizel, štejne čipanike so stari, oni kadijo kot svina in ti, ki si na motorju, a ne to vidiš in čutiš. No, tukaj moramo voziti počas 50, tukaj, kakor vidite, imajo tablo, ki ti kaže, koliko greš na uro in jaz sem dobil zelenkota, vidiš? Jaz vedno dobim zelenkota. Nekako sem navajen še od avtošole pa od avtobusov, da vozim po omejitvah, tudi če ne gledam na števc dejansko. No, gremo tukaj, vidimo še enega skuteraša, ki ni pozdravil. Sramota za skuterje. Skuteristi se morate tudi pozdravljati, kot se motoristi. Če že oni nočejo nas pozdraviti, pa vsaj mi med sabo, da se pozdravimo. No, pa gremo lepo proti Kamniku, oziroma proti Mengšu, konec Trzina, zdaj pa gas do konca. 90! Ajde gas! Zdaj, če sta polja poletje, je neki tak dober občutek, vsak poletje, ki se penjem, to mi je tok dober. Prav mi to 60, 50, tukaj morate paziti, da z leve strani kdo vam ne preseka pota, ne, ni dober, ker ko se vozite, največji problem je v tem, da vas oni ne vidijo, tako da je dobro imeti nekak svetla oblačila. No, zdaj počasi vstopamo v Mengeš, ne vem, če veste, pri Mengšu so naredili obvoznico, kar je ful dober. Tukaj bomo zdaj založili, bomo testirali Diablo Rosso Corsa gume. Ja, počasi in gas do konca, do 90 seveda, ajde gas, verjamat ga šopa, idemo. V bistvu je bilo toliko vroče, da sem bil zgori brez. Jaz vam priporočam, da nosite opremo, jaz jo večinoma nosim, samo ok, tukaj grem tako pač blizu doma, ne dam, ampak če padeš je pač kriza. No, pa prehajamo do prvega krožnega. Pogledamo levo obvezno, a ne, in gremo tretji izhod ven, gremo proti Kamniku. Ajde, založil sem ga čist do konca, videli ste, to je bilo Rossi varianta. Pogledamo levo slučajno in žmigavac levo, gas do konca. Bye, Marquez, adio! Kot vidite v zadju, vidimo Kamniško-Savinjske Alpe in prihajamo do drugega krožnega, kjer je kar gužva. Kar se največ bojim teh šleparjev, ne da je bože, da padeš pod njega. Pazimo te kanot vstopa, veš, te ljudje znajo to izrint. Moram nekako kupiti ta mikrofon, pa še en snemalce, da nekako dam ta pač mikrofon nekam bližji auspuhu, da se sliši zvok, a ne zato, da imamo dejansko še vzad zvok. No, pa gremo pogledati levo, žmigavc levo, gremo malo prehiteti. Najhujš mi je, ko je kakšen kamion pred mano, ko je kakšen kombi pred mano, ker nič ne vidim. Na levi strani je ta Petrol, ker sem slišal, da je en z avtom zletel na tem krožnem v Petrol. Pogledamo levo in
manever, ni ratal desno, smo šli še en krog zaradi varnosti, če ne bi šel pač desno, ampak iz notranjega pasu se ne hodi ven. Moja mama ima tazga Twinkata, zdaj gremo čez Mengeško polje, tukaj se testirajo maksimalne hitrosti do 90 na uro, kakor veste. Zdaj tole je 90 na uro, maksimalno, ne, pač pogledamo levo gledal, levo žmigavc in prehitimo vse skup, vrnemo se nazaj varno. Joj, najhuj mi je tako na ravnini, ki mi en hoče zaviti, pa mi pa tam stoji, pa si mislim, kjer sem jaz sreče. In po možnosti na drugi strani je še milijon avtomobilov. In ta kamion ne more kar speljati pred unga, veš, to je težek, veš, počasen, on mora res vedeti, koliko je prostora, če je varno zaviti levo, ne. Zdaj, črtka na je, levo, gas, idemo, nema tu trte, imate gas, do kraja, 90. Sprav Mengeško polje, gremo proti Kamniku. Pogledamo, tukaj je proga, ne. Vidite, nezavarovan železniški prehod, vedno obvezno pogledati levo, desno. Prav tu, ko sem bil še inštruktor, sem učil, pač moraš dati v drugo prestavo. Ne, ampak obvezno, pa vedno pazite take kamikaze na desni strani, na njih morate biti res pozorni. Vedno jih gledajte v oči, gledajte jih tako, da dejansko vidite, kam gledate. Evo ga en motorist, ki je pozdravil, čestitam, svaka čast. Eni se zajebejo, eni se ne zajebejo, ne. Ker veste, da imajo ljudi predsodek proti skuterjem, ne, zato ker ima pač avtomatski menjalnik, ne, in še vedno imajo tiste predsodke od 50 kubičnih fenov, a ne, nekakor ne morajo sprejeti teh skuterjev danes, ki so pač že dobesedno motorji, sam da nimajo šaltonga. Zdaj vidite, koliko tale se zdaj tukaj vleče, nič žmigavca, nič. Problem je v tem, da dostikrat rataš jezen še sploh, če te kdo izsila, ampak ko vam bo povedal, probajte se zadržati. Jaz priznam, sem bil že udeležen v motorističnih fajtih, koliko ste videli tega, ker če je udaril niti žmigavac, ništa, briga njih. Zdaj, kakor vidite, počasi smo na obvoznici, kamniški obvoznici. Tukaj se spomnim svoj pa Oliver, 15 let nazaj, se tako malo, jaz sem imel Honda Civic 1.6, 125 konjev. On je imel pa Calibre 2.016V in je čisto malo hitrejši bil od mene. On je imel 150 konjev, 2.0 motor, jaz sem imel 1.6, 115 konjev. In zdaj bo ta avtobus glik direkt pred mene. Tak je imam najraj. Se ne da je kaj narobe naredil, sam to mi je žice, zdaj jaz spet nič ne vem pred njim. Te dizle se res voha, da reč. Zdaj, včasih, ko gledam te, sploh kakšni BMW-ji malo starejši, ali pa te kamione, to je isto. To kadijo, to črno, si mislim, pa kdo to sploh pusti, da se vozi? Pa to vse je moglo prešojati, človek božji. Čim ti veš, da on črno kadi, preša zove, preša majka, ne zanima me, če tvoj BMW načipa na 500 konjev, če kadi preša, ta stara jajca morajo doljeti za ceste. No, zdaj počasi bomo šli proti starem delu Kamnika in zdaj bomo zavili levo. Vidite, priješ v selo, veš, traktore, obvezno levo, desno ne smemo. Šana si rekla, jaz bom hodila ko na manekenski pisti, ti se boš ustavil, kar je tudi pravilno, pešcem se moramo ustavljati, vedno jih moramo mi paziti, čeprav to je neizobražena telad ponavad, ampak nima veze, ker na koncu boste vi v zaporu zaradi njihove neumnosti. Zdaj tukaj jaz iščem trgovino, a ne, zato da nekaj popijem. In kakor sem se spomnil, je spod en Mercator, Špar in tam dejansko sem stal, da grem nekaj popiti. No, kar sem hotel povedati je, da ko voziš tega maxi skuterja, doskrat zajebeš motoriste, da te pozdravijo. Ker motoristi imajo tisto fora, to je skuter, to ni ta pravi motor, ne bom ga pozdravil. Če mene vprašaš, tem motorjem, oziroma maxi skuterjem, greš to hiter, kakor sta pravi motociklom v ovinke. Vsi tisti, ki niste probali tole, pa ki imate motorje, vejte proba. Mogoče da leti tok po ravnini, pa nima tok moči, pa nima tok konjev, pa tok navora. Ampak ovin gre tok tvoj, pa če ne še boš. In ni fora pozdravljanja samo motoristov. Fora pozdravljanja je, da pokažeš respekt oziroma da pozdraviš vse tiste, ki uživajo na dveh kolesih. Dobo nisem nič zapit, ker je korona, nisem maske. Gremo ven iz Kamnika, gremo proti domu. Kakor se spomnim, Kamnik je mesto polno drgerašov, oziroma je bilo mesto polno drgerašov. Zdaj ne vem, če še vedno vi meni povejte. Vsakič, ko se tukaj peljem, se spomnim na enega, ki ga dejansko nisem poznal, ampak je 18 let nazaj, mi smo hodili v Oza, v diskoteko in je bil pač en model, ki je imel Peugeota 406 coupe model, nikoli prej ni vozil motorje in si je kupil tako iz prve CBR 1000RR Honda in nedolgo potem se je obol.
Zdaj, tako vam bom jaz predlagal oziroma povedal, če ste začeli se furati z motorji mopedi, če ste naredili speed, ne takoj skočiti na močne motorje, pejte postopoma, recimo začnete s 50 kubikov, naredite iz speed, za 250, 350, potem si kupite tak motor, se vozite nekaj časa, naberate kilometre, a ne izkušnje in potem s časoma z leti si kupite 500, 600 kubikov, spet naberate kilometre, leta in potem, če želite, si kupite pač 1000. To je isto kot če se ti rodiš, a ne, in bi takoj hotel šprint teči. Ne gre. Prvo se moraš naučiti ležati, pol se moraš naučiti sedeti, pol se moraš naučiti klečati, pol se moraš naučiti stati, pol se moraš naučiti loviti ravnotežje, hodati, počasi laufati in potem šprintati. Enake pri motorjih. Zato vsi tisti, ki bi radi vozili motorje, dajte razmišljati o tem, ker življenje je samo eno, to ni igrica, ne, tukaj ni še enkrat insert coin, pa gremo še enkrat. Treba je imeti veliko izkušenj, posebej pa predvidevanje. Predvidevanje je tisto ključno, kar potrebuje vsak motorist oziroma avtomobilist, motorist sploh. Ker motoristi smo zelo ranljiva skupina, smo majhni, se nas zelo hitro spregleda, a ne, zato moramo dejansko mi iskati napake drugih. No, zdaj se spet peljamo čez Mengeško polje, gremo nazaj, vedno gledate postaje, na postajah so dobre ženske, a ne, nikoli ne veš, kakšna šansa lahko pride, da kaj zapneš. Čeprav sem opazil te današnje generacije, nove generacije, danes sploh niso toliko v motorjih, kot so včasih bile. No, vsakič, ko pridem v Mengeš, oziroma vidite na desni strani slaščičarna je moj doma, kepica sladoled. Zdaj tukaj na desni strani se spomnim, 20 let nazaj, ko sem še CBR 600RR, je bil en kafič, tukaj vidite to hišo modro, in je bil Valentino Rossi klub. Spomnim se takrat, da sem prišel v CBR 600RR in sem dejansko hotel zamenjati jo za T-Maxa. Ja, T-Maxa, meni se, da je bil prva ali druga generacija. In vem, da sem bil ful razočaran, ker sem se usedel na skuterja in tako dan gasen kamor. Zdaj vidim, ne morete primerjati skuterja z motorjem. Motor ima menjalnik, takoj odzivno moč, skuter ima variator, kjer izgubi moč. Je čist drugačen stil. Skuter je v bistvu narejen zato, da je bolj funkcionalen, motor je narejen za užitek, skuter je pa narejen za funkcionalnost na prvem mestu. Zato ima tudi pod sedežem predal, da lahko daš neke stvari, zato ima tudi uspred zaščito. Tako kot sem povedal pri Vespi, narejen je to zato, da si zaščiten pred vremenskimi vplivi. Ni tako kot motor, Dejansko s skuterjem greš lahko na morje, vzameš stvari, vse stvari noč spakiraš in hodiš po obali, kafičih, kot da nisi motorist. Na kar pri motoristih, oni morajo vedno s sabo nositi jakne, čelade, odvisno, če imajo kufer ali nimajo kufer, ampak recimo pri sportakih, oni nimajo nobenega prostora. Zato nekako jaz ostajam pri skuterjih, nekako mi je najboljša stvar. Saj bi imel tudi motor, sem prav vsakič, ko se spomnim, kaj pa kam šel na morje, kako pol tam s temi stvarmi in mi pol čist zamori. Zato če ne veste, kaj bi, pa če niste glih norske, danes itak sportaki se ful slabo prodajajo, ne prodajajo se več kot včasih, ker so motori zelo neudobni. Večinoma se prodajajo kakšni te endurce, pa skuterji, kakšni nakedi. Včasih sem bil ful proti nakedam, ampak zdaj ugotavljam, da naked, recimo, kad nima vetrne zaščite, dejansko ful čutiš upor, in ker čutiš upor, dejansko ne rabiš visokih hitrosti in dejansko lahko uživaš v vožnji z majhnimi hitrosti, ker pri cestakih, ko greš pod oklep, dejansko režeš zrak kot puščica, greš 200, misliš si, wow, a veš, saj grem kamor, ampak dejansko greš. No, zdaj smo spet nazaj v Trzinu in zdaj tukaj na desni strani se morate vedno bati, se pravi radarja, vedno morate furati 50, čez naselje vam priporočam 50, ker kazni so grozne, da greš 80 čez naselje, boš plačal 500 evrov ali €1. Na pamet govorim, ampak grozne, kakor ga vidite na desni tam je, ja. In zdaj gremo čez Trzin, spet nazaj. Vidite tole, kaj on tako stoji, no tega se morate paziti. Ta že stoji, pa pogledati morate noter, če on gleda levo, če on tebe vidi. Vedno iščite kontakt z očmi nasproti vozečega vozila. Tako se boste velikrat rešili. Lahko da on stoji, pa gleda desno, pa bo sam spelo. Vi morate dejansko videti, če on vas vidi. No, zdaj gremo iz Trzina tukaj desno proti Črnučam. In tukaj na levo stran vedno pogledajte, ker ful tiščijo, ampak tukaj imaš vzletno stezo, gas do konca, žmigavc, pogled levo, bok, gas, idemo. Zdaj tukaj pejte pomitrati, ker tamkaj je križišče, ponovadi ljudje zavijajo levo in te lahko hitro spregledajo, kakor vidite tale kombi tukaj. Ampak dobro, mi smo imeli rdečo luč, smo se ustavili. Ok, tukaj sem zdaj malo gatoriral, to je ta moja Krapovič sound. Ajde, gas. Wow, zdaj si gledal, zlat M4 prahaja. Opa!
Gas do konca, ne moreš ti meni je domitu, seveda. Ne more me dohiteti ta M4, ne moreš ti proti tem Maxu, ma nimaš ti za burek, stari moj. Ma kaki, stari, jaz ka ga zapalim 530 kubika, 5 konja, Lej ga, šuje mi mene, jaz ga 90, on gre 91. Jaz ga imam moj prijatelj, pa se skozi furamo. Kdo? Ajde potegaj eno za mene. Ajde kaj na čipan ali original? Preveč. Če ne bi bil sistemov. Ne bi bil noben cel. Noben. Super. Zajebo me je, preštartuje. Prej. Idemo! Ni spet to hitrejše, ne? Ok, zdaj pa že gre naprej. Ampak ful dober, kaj je človek v bistvu za zajebancijo. No, počasi tukaj na desni strani mi prehajamo proti mojemu domu, v famozne Črnuče. In seveda hvala vam za ogled tega posnetka. Če vam je ta posnetek bil všeč, dajte like, subscribe, share, dodajte me na Instagram. Če bi radi podprli, da bi lahko izboljšal moje posnetke, da bi si lahko kupil mikrofon, snemalec, spodaj imate PayPal in dejansko lahko donirate. Hvala KMC-ju v trgovini, ki je sponzorirala ta video s čelado. Pejte si pogledati, če rabite za opremo na Rudnik v KMC in si lahko kupite od motorjev do vse zaščitne opreme. Res vam hvala, da ste podprli ta posnetek. Vi pa tudi uživite, pa kakor sem rekel, pamet v glavo, po varno in po mitvah. Mi se pa vidimo naslednjič z novim posnetkom.